Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, v današnji oddaji predstavljamo vam, bo govora o novi pridobitvi Expano, imenovani ob Soboškem jezeru. Z nami pa je gospa Helga Lukač iz Razvojnega centra Murska Sobota. Gospa Helga, lep pozdrav v našem studiu. Dober dan, hvala za povabilo. Ste vodja Expana in bova nekaj rekla najprej o Expanu. Projekt oziroma objekt, ki je stal v Milanu, svetovna zadnja razstava, kot slovenski produkt, tam smo se Slovenci predstavili, vsi, ki smo bili v Milanu, smo bili tam, seveda, po razpisu in tako naprej je priromal Murska Sobota. Torej, mestna občina je poskrbela, verjetno tudi vi, k temu, da je sedaj v Murski Soboti. Nekaj časa je trajalo do postavitve in seveda še več, da ste ga opremili, o tem bo govora kasneje, pa vendarle, zgodba Expana preprosta, enostavna. Ja, za nazaj je vse enostavno, kako pravijo. Torej, ja, zgodba Expana se je pravzaprav začela že v Milanu na svetovni razstavi, ko je ta Expo paviljon takrat predstavlja Slovenijo in vse najboljše, kar Slovenija ponuja na dano tematiko svetovne razstave. Že takrat, ko smo bili tam, smo se malo spogledovali z idejami, ki so jih predstavljali tako v našem paviljonu, kot tudi v drugih paviljonih, ki so bili tam prisotni, in je ena taka ideja že malce tlela, kaj bi lahko mi tukaj v Pomurju predstavljali. Potem je seveda prišlo do javnega razpisa, ko je Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo povabilo k oddaji ponudb za oddajo paviljona, Expo paviljona tisti regiji oziroma tistemu bodočemu upravljalcu, ki bo imel najboljšo idejo. Seveda, naš župan, dr. Aleksander Jevšek, je zbral tale pogum in se odločil, da bo kandidiral za pridobitev tega objekta. Seveda, ta odločitev ni bila lahka, ker je povezana z veliko izzivi, s katerimi smo se potem tudi še soočali. Okrog sebe je zbral ekipo in seveda smo pripravili vlogo in bili uspešni pri izboru. Takrat se je pa seveda ta pravo delo komaj začelo. Tako je. V čudovitem okolju, tudi gramoznica, jezero je sedaj že z okoljem vsa urejena, tako da je na pravem mestu, stoji. Deželje ob Muri v glavnem je ta objekt. Pomenovali ste ga tudi z drugim imenom Vrata v Pomurje ali Vrata v deželo ob Muri. Povejte mi, okrog imena Expano pa je bilo nekaj govora v javnosti, da bi lahko bilo boljše izbrano ime, morda vi kaj več veste. Zagotovo. Torej, ja, Vrata v Pomurje, to je bil projekt, ki smo ga prijavili takrat na ministrstvo. Namreč mi smo razmišljali, kaj lahko paviljon v Pomurju predstavlja. Glede na vse videno in na to, kar si mi želimo kot razvojni center tudi v regiji predstavljati, torej da nekako spostavimo regionalno neko središče oziroma neki potencial, da predstavljamo, smo rekli, da bi bilo najbolj primerno, da je to neko regionalno, gospodarsko in turistično vozlišče. Tudi vse vsebine, ki smo jih takrat prijavljali, so bile pripravljene v tej smeri, da se tukaj predstavlja turizem in gospodarstvo regije. Zdaj, če ste me že povprašali glede imena, projekt je Vrata v Pomurje, regijski promocijski center, ki skratka povezuje to, kar sem prej omenila, gospodarstvo in turizem in vse ljudi v tej regiji. Ime pa je blagovna znamka, torej ves prah, ki se je dvigal okrog tega, se je že davno polegel in je ime ta pravo in se je prijelo. Veliko je bilo potrebno koordinacije, namreč ne gre samo za projekt z levega brega reka Mure, ampak tudi z desnega, gre za celotno deželo ob Muri, tako prek Mure kot Prlekijo ali še dlje. Predvsej koordinacije, da ste se verjetno povabili tudi vse ostale, kajti v tem Expanu bo najsodobnejše bojda predstavitev turizma povabilo z multimedijsko predstavitvijo. Ja, takrat, ko smo zasnovali te vsebine,
Ja, postavili smo ga ob Kamešnico, torej ob Soboško jezero, ki smo ga revitalizirali, ker je to degradirano območje. Po drugi strani je paviljon, ki ga tukaj postavljamo, recikliran, torej ne, to zgodbo, trajnostni pristop, ne, ki ga zasledujemo, pač sledimo tej zgodbi, tako revitalizaciji območja kot recikliranju. Vsebina pa seveda, čeprav stoji v Murski Soboti, predstavlja celotno regijo. Ja, k sodelovanju smo tukaj povabili potem, ko je bila oddana ta idejna zasnova, kaj si želimo v paviljonu predstavljati, tudi druge agencije, da so pripravile bolj podrobno vsebinsko zasnovo, na kakšen način bi se naj te vsebine, ki smo si jih zastavili, tukaj predstavljale. Mi smo bili veseli, da smo dobili prodorne in inovativne predloge in rešitve iz domače regije in je ta razstava, ne, temelji na inovativnih rešitvah, na novih tehnologijah. Ja, kar se tiče povezovanja, že takrat, ko smo oddajali vlogo na ministrstvo, smo se povezali z vsemi občinami v regiji, tudi smo povabili zraven gospodarstvo, ki so nekateri med njimi kot znak podpore podpisali pismo o podpori, ki smo ga tudi priložili k tej vlogi, kar izraža, da je bil kar izkazuje, no, izražanje izkazuje, da je v regiji bil interes, da se nek tak regijski promocijski center vzpostavi. Gre za seveda objekt na enem mestu, dobi popotnik, turist, gost, kdorkoli že pride, praktično več ali manj vse informacije. To se pravi, gre za turistično-informativni center, gre za predstavitev, ki jo tudi skupinam boste predstavili, gre pa za veliko več. Gre tudi za, morda bomo rekel, etnografsko-etnološki center, kajti predstavljene bodo tudi verjetno klasične ali pa tipične obrti dežele ob Muri tukaj. Gre za kulinarični center, ne nazadnje bo se tudi dalo pomoditi, posedeti, kaj dobrega pojesti iz naše bogate kulinarike. Veliko tega, torej kaj vse bo, kaj so vsebine in čeprav je po kvadraturi precej velik, verjetno vam že zmanjkuje prostora. Ja, torej Expano je integrator, povezuje našo turistično in gospodarsko ponudbo regije. Mogoče je zdaj v tej fazi malo več poudarka na turizmu. Potem je generator nekih novih idej in nekih novih produktov, ki seveda s tem, ko povezujemo, avtomatsko pride do tega, če jaz imam eno idejo, vi imate eno idejo, potem imava skupaj vsaj dve, če ne tri, in s tem povezovanjem nastajajo tudi neki novi projekti, novi produkti, torej se generira nekaj novega v regiji in seveda, kot ste že omenili, gre tudi za promocijo regije in torej Expano je tudi kot nek promotor naše regije, predvsem na področju turizma. Zdaj vsebine so razdeljene, kot že izhaja iz tega, da je to gospodarsko in turistično vozlišče regije, da predstavljamo po eni strani turizem, to se najbolj izraža na razstavi, ki temelji na 5 stebrih pomurskega turizma. In če začnem čisto od začetka, kulinarika, ki se predstavlja v gostilni, potem naravna in kulturna dediščina, aktivno preživljanje prostega časa in termalne vode. Gre za seveda tudi povezavi, kakor ste na vaši spletni strani menda zapisali, meandri Expana. Mura je osrednja, tista reka, meandri Mure, vemo, da so meandri zavoji, ki povezujejo tudi ljudi levega, desnega brega, zelo lepo meandri. In takole, koliko časa bi potreboval, če pridem kot turist k vam, da bi si ogledal vse, kar ponujate v vašem Expanu, seveda ne še zdaj, o tem bova govorila kasneje. Ja, za ogled razstave, kolikor se to odločite, ker bi nas seveda veselilo in smo ponosni na to, kar smo pripravili, tako da vabljeni. Rabi obiskovalec od ure in pol do 2 ur, da si res zadeve temeljito ogleda in preizkusi. Namreč ta razstava temelji na novih tehnologijah, na inovativnih pristopih in če nekdo želi te tehnologije preizkusiti, to pač terja nekaj časa.
vsebine, ki so zasnovane, so narejene na kreativen način, tako da vabijo k neki interakciji, da te spodbujajo tvojo radovednost, da si želiš izvedeti nekaj več in seveda na ta način pa tudi preizkušaš nove tehnologije. Kar se mi zdi pomembno, predvsem za domače obiskovalce iz regije, ja, mi poznamo regijo, vsak pri sebi, saj pa Pomurje poznam. Potem pa pridemo do točke, povejte mi, kam bi pa nekoga poslali za tale vikend, ko prije k nam. Potem se pa hitro zgodi, da nam vedemo 2-3 lokacije, pa kaj bi lahko, ni pa tisto čisto konkretnega. Tukaj tudi ta razstava, ki ste prej omenjali, da je to etnografsko, etnološko. Ja, nekaj tega je tudi zajetega, predvsem pa mi želimo dati navdihe, kaj vse si lahko potem v regiji bolj podrobneje raziščajo in kaj lahko vse obiščajo, da res podrobneje spoznajo našo regijo. Torej, ta interaktivna razstava ponuja neke drobce, je odsev naše ponudbe turistične v regiji, je pa tudi povabilo za nadaljnje raziskovanje in če rečemo, da imamo v regiji okrog 350 tisoč obiskovalcev, da imamo okrog 1 milijon nočitev, mi bi si želeli, da imajo naši obiskovalci, ki tukaj prespijo, več razlogov, da podaljšajo svoje bivanje. Verjetno, ker smo na stičišču večjih držav, gre za severovzhod Slovenije, bo zadeva predstavljena tujim turistom v nemškem jeziku, v madžarskem kot sosedi, hrvaškem, pa seveda tistem univerzalnem angleškem jeziku, tako da tudi tisti tujci, ki bodo prišli, bodo lepo informirani. Ja, razstava je zasnovana v 3 jezikih, slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Tako da vsi obiskovalci si lahko izberajo eno izmed jezikovnih različic in potem seveda raziskujejo naprej. Zdaj, kar se tiče nadaljnjega raziskovanja, ja, en navdih je tudi tale razstava, ki je sama po sebi že doživetje. Potem je pa v Expanu tudi turistično-informacijski center, kjer pa tisti, ki prisegajo bolj na te medosebne odnose, lahko naše informatorke vprašajo, kam lahko grejo v regijo ali pa da na razstavi nekaj vidiš, pa ti je nekaj všeč, lahko potem zadeve še enkrat preveriš in razložijo informatorji v turistično-informacijskem centru. Če se pa komu mudi, da mora hitro naprej, pa bi želel nekaj vzeti za sabo domov, imamo tudi trgovinico z regionalnimi izdelki, tako da je možno si košček Pomurja ne samo v srcu, ampak tudi v vrečki nesti domov. Dolgo pričakovan trenutek odprtja se bliža. 13. april, sobota, pravzaprav gre za vikend paket, bova rekla v navednicah, v soboto odpirate. Glede na to, da se nam že lep čas ponuja, lepo vreme, verjamem, da bo tudi takrat, bo parkirišče pri Expanu dovolj veliko, da sprejme vse, ki bomo prišli iz sveta ob Muri tja in z vami delili veselje, zadovoljstvo in seveda velik dosežek vrata v Pomurje. Ja, tudi Rim ni bil zgrajen v enem dnevu, tako da vzpostavitev paviljona Expanu in vseh vsebin, ki smo si jih zamislili, je pač terjalo svoj čas, da so narejene na takšen način, kot smo si želeli. Ja, vrata za obiskovalce odpiramo 13. aprila, veseli in vznemirjeni smo že, pričakujemo tale dan, zato za kar smo garali in delali v teh mesecih, da to končno postavimo na ogled vsem obiskovalcem. Ja, ta vikend, ko se odpira, 13. aprila je sobota, bomo imeli tudi nek otvoritveni vikend, ker namreč v Expanu se predstavlja Pomurje v malem. Sedaj pa bodo ponudniki iz Pomurja prišli k Soboškemu jezeru, in to del te svoje ponudbe, ki jo imajo v Expanu, predstavili ob Soboškem jezeru na stojnicah. Poskrbljeno bo tudi za glasbeni program, glasba Pomurja, potem športne aktivnosti na vodi in ob vodi,
Pri tem je potrebno izpostaviti še to, da na jezeru imamo kar nekaj klubov, društev in tudi podjetnikov, ki izvajajo svoje aktivnosti na vodi, od surfanja, supanja, jadranja ali pa kajakov na vodi, skratka, da bodo tudi ti vsi predstavili te svoje aktivnosti in ponudili obiskovalcem možnost, da se lahko preizkusijo v teh vodnih športih ali pa navdušijo za kasneje, da bodo redni obiskovalci Soboškega jezera. Isti dan bomo gostili tudi srečanje Slovenskega društva električnih avtomobilov, ki bodo prispeli k Expanu. Namreč ne samo, da je to revitalizirano območje in recikliran objekt, ampak vzpostavljamo tudi sistem trajne mobilnosti. Tukaj bodo e-polnilnice za električne avtomobile, tukaj si bo možno izposoditi tudi kolesa v sistemu soboškega bicikla, do tja bo vozil tudi Sobočanec. Skratka, skrbimo za nek trajnostni razvoj tega območja. Gospa Helga Lukač, vodja Expana, delo je bilo zastavljeno. Bodo se še verjetno kakšne težave potem pojavljale v nadaljevanju. Iz Razvojnega centra Murska Sobota prihajate. Ekipa bo se verjetno številčno morala okrepiti, tudi glede Expana, morda nekaj v tem. In pa pravzaprav soboto sva rekla, 13. april, ampak ure pa nisva dorekla, kdaj se odpira. In nenazadnje bi bila dobra informacija našim gledalkam in gledalcem, kako bo Expan sploh odprt za konec tedna, med tednom, ali bo to zadeva, ki bo 24 ur na razpolago našim ljudem. Ja, 24 ur bo na razpolago na spletni strani expano.si. Za tiste, ki si poželijo obiskati Expano ob Soboškem jezeru, pa so vabljeni med 10. in 6. uro vsak dan, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, ob ponedeljkih pa smo zaprti. Ekipa pripravljena? Ekipa je pripravljena, se izpolnjujemo, usposabljamo, tako da bomo res pripravljeni na prve obiskovalce. Se veselimo, da se bomo lahko tudi preizkusili v realnosti, da ni samo vse virtualno. Ja, ekipo sestavlja 9 sodelavcev iz Razvojnega centra, potem iz Zavoda za kulturo, turizem in šport, 2 informatorki v Turistično-informacijskem centru in trgovinici in tudi gostinec je zaposlil kuharje in natakarje iz naše regije. Mislim, da ima ekipo 6 do 8, 6 novih in 2 že iz svoje obstoječe ekipe. Tako da je kar nekaj priložnosti za nova delovna mesta. Mislim, da je delovno okolje zelo prijetno in lepo in da se bomo imeli tudi mi zaposleni tam dobro skupaj z vami. Hvala za obisk, gospa Helga Lukač, vodja Expana. Kaj reči, skozi vrata Pomurja srečno v prihodnost, lepšo prihodnost. Gotovo bo Expano prinesel na tem področju, predvsem turizma in gospodarstva, glede informativnosti veliko novega in nadejamo se vsi skupaj, ki imamo radi deželo v Muri, da se bo to tudi poznalo tistim, ki od tega živijo. Hvala za obisk v našem studiu. Morda za konec še vaše povabilo? Ja, najprej hvala lepa za vaše povabilo v studio. Vas in vse gledalce pa vabim, da nas obiščete v Expanu in doživite Pomurje v malem.